Spet smo našli vrt, ki je običajen samo na prvi pogled. Videti je kot dozorel, razrasel vrt ob družinski hiši, negovan z ljubeznijo in poln prijetnih kotičkov za domače. V nečem pa je ta vrt le poseben. Okolico hiše svojih staršev je namreč zasnovala mlada študentka krajinske arhitekture v času, ko je obiskovala šele prvi letnik študija. Danes ima krajinska arhitektka Sara Peternelj v žepu že kar nekaj projektov, a prvi vrt ji je še vedno zelo pri srcu. Zakonca Tavčar živita v bližini Kranja. Vrt ima veliko pomeni, pa tudi hči Sara še vedno sodeluje pri dopolnjevanju vsebine tega skritega koščka miru in navdiha. Vi ste po izobrazbi krajinska arhitektka, ampak takrat, ko je bilo treba tole si zamisliti, ste hodili še v šolo, bi rekli. Ja, jaz sem bila takrat prvi letnik študija krajinske arhitekture, ko sta se moja ati pa mami selila v novo hišo in je bilo treba tudi vrt narediti. In to je bil moj prvi vrt in moja prva stranka so bili moji starši. Mi smo imeli vrt na prejšnji hiši, mami ga je sama naredila, ima občutek, no. In želja je bila v bistvu njena, da bi kar lahko neke elemente tistega vrta, ki je bil tudi tak divji, preslikali v ta vrt. Samo tam je bila hiša pač ta klasična, ni bilo povezave z vrtom. Tukaj je bila želja, da se bo vrt uporabljal, da bo bivalen vrt. Zato so tudi zelo velika panoramska vrata iz dnevne sobe na teraso. In terasa je tudi zelo velika in je praktično dnevna soba na prostem, ki dejansko tako funkcionira in jo zelo veliko uporabljamo. Vsi mi, ne? Moja starša pa tudi mi, ki pridemo, jaz s svojimi sestrami in svojimi otroci. Tako da vrt živi. Ja, to povezavo smo definitivno hoteli. Vrt obdaja hišo z vseh strani. Skupna površina okolice je 645 kvadratnih metrov. Samega vrta pa je približno polovico te površine. Ne samo pobudo naj hči nariše vrt okoli novega doma, tudi precej predlogov glede izbora rastlin je dala Sarina mama, gospa Tavčar. Videl sem, da imate polno enih kotičkov, kjer lahko posedate. A funkcionirajo ali so bolj zaradi lepega? Ne, niso zaradi lepega. To mi tudi ljudje včasih rečejo, prav, toliko imate kotičkov, a jih uporabljate z možem, ne? Ampak mi dva jih to res uporabljava. Imava tam prav eno plažo, ki je fina za spomlad pa jesen, ki je veliko sonca. Pol imava tukaj letale kotiček, ki je za čez poletje čudovit, ker ta terasa je toliko senčna. Pol imam jaz tam en kotiček, da imam za brati knjige, klopco, ko grem zjutraj sedeti, ker sonce si je. Jaz sem neskončno rada na tem vrtu. Na vrtu je bilo treba zagotoviti zasebnost, da lahko zakonca uživata v svojih kotičkih. To so dosegli tako z ograjo, ki jo obraščata vinika in bršljan, kot s številnimi grmi. Med njimi je več vedno zelenih, ki ustvarjajo prepreko proti sosednjim hišam. Izbrali so takšno drevnino, ki ima različno obarvano listje in se hkrati spreminja skozi letne čase. Za trajno zelenilo poskrbijo različni iglavci. Vhod je bila želja, da bo zimzelen, zato da bo vedno se nekaj dogajalo, da ni pusto, da ni golo. Tako da so tam uporabljene različni pierisi, onimusi, božje drevce, borovčki, te pritlikave ciprese in take zadeve. Tukaj v vrtu je bila pa želja na začetku, da se bo pač dogajalo z barvami listja in z jesenskimi barvami in z različnimi teksturami. Potem imamo rubinje, gabre, ki se rumeno obarvajo, imamo rdečelistne javore, ki imajo vedno to rdečo barvo. Tako da ta vrt je poln barv, no. Drugače imava pa midva z mami tukaj, jaz temu rečem, eksperimentalna greda trajnic. Moj zabavni poligon, ker pač nimam svojega vrta in pol lahko tukaj s svojo mami malo debatirava in se malo igrava. In moram reči, da kar obedve uživava v tem, no. Tako kot na večini vrtov, tudi na vrtu družine Tavčar ne manjkajo zelenjavne grede. Ni bila v bistvu v prvotu načrt, da bo tukaj zelenjavna greda, ampak poj naknadno, ker se je mami zaželela, da bi imela zelenjavno gredo, smo v bistvu te korita okoli terase samo podaljšali, pa malo višinsko členili in zdaj na drugi strani smo dobili to zelenjavno gredo, ki moram reči, da čisto super funkcionira. Videti je, kot da bi pestrost rastlin na vrtu ne zadoščala, saj na terasi in okenskih policah vidimo številne posode in korita zasajena s sezonskim cvetjem. Meni je vrt, skrb za rože,
obnavljanje mene same, tako kot recimo hoja po hribih ali pa po gozdu. In jaz zaživim, ko lahko delam na vrtu tako. Pa mogoče se bo slišal hecen, ampak jaz tako rada pometam, ker mi je lepo. V jesen mi je tako hvaležno grabati listje, zato ker vem, če ne bi tega listja čez poletje bilo, bi bil vrt čez poletje zaradi sonca neuporaben. Jaz rada delam in to veste zakaj? Zato, ker to mava, ker nam je ta vrt in ta hiša en velik dar, na katerega sva čakala 25 let.